Najprej vsem lep pozdrav v imenu založbe Sofija, v imenu Atrija ZRC in knjigarne Azil. Današnji večer nadaljujemo z ciklusom jesenskih Sofijinih simpozijev. In danes se bomo pogovarjali o knjigi Ljudska zgodovina Združenih držav Amerike avtorja Howarda Zinna, o njegovem življenjskem delu. Že takoj zdajle bi povedal, čeprav mogoče bi bila to najava bolj proti koncu, vendar sem prepričan, da bo debata tako živa, da se utegne prav pozabiti, da to ni zdaj edini dogodek, ki je vezan na Howarda Zinna, predstavitev pogovor o tej knjigi, ampak je tudi 14. novembra v ponedeljek v Škucu ob 8. uri bo gledališka predstava, ki jo bo izvedla skupina Pekarne Magdalenske mreže iz Maribora, ki bo izvedla predstavo politične drame Howarda Zinna. Kajti Zinn ni bil samo zgodovinar, znanstvenik, poleg marsičesa, kar je bil tudi umetnik in je pisal drame. Znan je po delu Marx v Sohu. Skupina Pekarne Magdalenske mreže je seveda umetniško priredila to delo, tako da je naslov predstave bombastičen, vreden samega originala z naslovom Kristusu ni uspelo, prišel je Marx. Tako da še enkrat, to je ponedeljek 14. novembra, ob 6. uri je še en simpozij, vendar potem ob 8. naprej je ta predstava. Prav tako, da ne pozabim, tale knjiga Howarda Zinna, ki jo imate pred seboj, je na voljo v knjigarni Azil z ustreznim popustom. Prepričan sem, da je v redu popust, čeprav ne vem natančno kakšen. Zdaj, na samem začetku, jaz kot moderator bi rad povedal, in sem dolžen povedati, da je izid te knjige produkt večletnega, dolgoletnega dela na tem prevodu, ki ga je opravila kolegica Mojca Dobnikar, s katero založba Sofija redno sodeluje, prevaja mnoge knjige, zlasti je pa znana kot aktivistka, borka in proučevalka ženskih gibanj in vseh vprašanj povezanih s spolom. Danes je bilo vsekakor predvideno, da ona tudi tukaj nastopi in nam deli svoje misli, njeno specifično recepcijo tega dela, vendar zaradi bolezni je žal ni tu. Vendar nam je pa poslala svoj referat, vendar le njene misli tukaj so, čeprav ne osebno, so v materialni obliki, v črki na papirju. In namesto nje bo prebrala to Samira Kentrić, ki mimogrede je tudi odigrala pomembno vlogo pri tem projektu, ker je umetniško oblikovala oziroma narisala naslovnico te knjige in zaradi tega je tudi njej ne bo prizanešeno z vprašanji, z njeno specifično recepcijo tega dela, umetniško recepcijo, skratka specifičnega načina branja. Ob njej sem vesel, da lahko pozdravim gosta, govorca, moja kolega. Tukaj od meni je doktor Marko Zajc, posebna predstavitev najbrž posebej ni potrebna, vendar Marko je raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino, pa tudi predavatelj na oddelku za zgodovino Fakultete humanistične študije v Kopru, velik strokovnjak in avtoriteta zlasti za zgodovino 19. in 20. stoletja. Tako lokalno slovensko zgodovino, da tako rečem, Habsburškega imperija, pa tudi širše. Zraven prav tako pozdravljam z velikim veseljem kolega profesorja Alekseja Kalca, znanstvenega svetnika, raziskovalca, mislim, zaposlenega tukaj na ZRC SAZU-ju, na Inštitutu za migracije in seljenstvo, pa tudi kolega predavatelja, ravno toliko na oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične študije v Kopru, ki ga tudi ni potrebno posebej predstavljati, ker je zelo znan v široki javnosti kot izjemen poznavalec migracijskih procesov. To je njegova centralna znanstvena preokupacija, ki seveda pa nikakor ne edina. Moram povedati tudi, da sta oba dva kolega Zajc in kolega Kalc, tudi sonosilca ob kolegu Lazareviču
na naši fakulteti predmeta na drugi stopnji prav z naslovom Ameriška zgodovina, tako da sta več kot primerna sogovornika. Zdaj, jaz tukaj recimo, preden predam, bi rad z veseljem predal govornici in govorcema besedo, nekaj zelo kratkih mojih misli o Howardu Zinnu kot moderatorju in tudi nekomu, ki sem na nek način tudi sodeloval pri izdaji te knjige. Zdaj, naslovu tega dogodka ob ljudski zgodovini ZDA smo dali naslov Amerika tukaj in Amerika tam. Skratka, po mojem mnenju, ko mi mislimo, razmišljamo o Ameriki, če resno razmislimo, smo tukaj, tako rečem, smo soočeni z nekim velikim nasprotjem. Po eni strani je Amerika tako rekoč, kakor široko jo razumemo, stvar našega vsakdanjega življenja. Ni mogoče odpreti medija, poslušati neke glasbe, prijeti kakšnega predmeta v enem dnevu, da ne bi imel neko vezo z Združenimi državami Amerike. Ampak v tem primeru so pač Združene države Amerike nam dnevno, da tako grdo rečem, servirane v blagovni formi. Kot vemo, pač blago je namenjeno konzumpciji, užitku, ne pa nujno tudi kritičnemu premisleku, čeprav si vemo, da pač nas je vse zaznamovala generacija pred nami in nas ameriška popularna kultura, kar je tako banalno dejstvo, da mi je skoraj to nerodno reči, vendar je to ena stvar, ki je pomembna za ilustracijo neki splošni vse prisotnosti Amerike tukaj, vendar ne malokrat v nekem uživaškem smislu, v konzumu, ki nujno nas ne napeljuje kritičnemu pogledu, kakšna pa je bila dejanska zgodovina in tudi politična sedanjost Združenih držav Amerike in v resnici bi mogli verjetno govoriti o večjih Združenih državah Amerike, o izjemno kompleksni družbi. To je namreč druga stran tega velikega nasprotja. Imamo bore malo, bi lahko rekel, znanstvenih del, ki nudijo tako širok pregled, premislek o ameriški zgodovini. Po eni strani, kot rečeno, Amerika vsak dan, ne vem, zadeva, ampak znanstvenih študij recimo v slovenskem jeziku je pa izrazito malo. Skratka, jaz upam, da ta knjiga Howarda Zinna zapolnjuje vsaj deloma nek začetek zapolnjevanja tega opaznega deficita. Po drugi strani je potrebno tukaj tudi reči, da Howard Zinn, več o njegovem žanru, na kakšen način se je on spoprijemal z zgodovino ZDA. Kaj ljudska zgodovina sploh je treba vendar pošteno povedati, da po drugi strani, če ravno imamo pomanjkanje knjig o ZDA, pa Zinn vendar ne pada tukaj v neko praznino, kajti pa žanr ljudske zgodovine, to smem reči že na začetku, je povezan z žanrom socialne zgodovine, kot tukaj rečemo, zgodovine od spodaj in tukaj je bilo v zadnjih desetletjih ogromno narejenega. Relevantnih študij ne bom tukaj omenil niti ene, ker bi napravil neko veliko krivico. Skratka, ogromno študij, ki so po svoje na podoben način, pogosto na mikroravni, ponudile nek podoben pristop kot Howard Zinn. Kljub temu bi glede na posebne okoliščine je pač moja, mislim, je nujno omeniti enega od velikih pionirjev tudi socialne zgodovine tukaj, to je mnogo prezgodaj umrlega našega kolega, doktorja Andreja Studna, ki je za svojimi študijami specifičnimi na nasilje, na vsakdanje življenje, v marsičem pomembno zaznamoval se nas in zoral ledino. Tako da na vsak način bi rekel, da Howard Zinn v tem prostoru ima svoje sogovornike. Zdaj, o samemu zgodovinarju Howardu Zinnu, kaj bi na kratko povedal, kdo je ta človek bil, letos praznujemo stoletnico njegovega rojstva, čeravno je sam avtor umrl leta 2010, vendar se o njem posebej v ZDA še se niso naveličali govoriti. Na eni strani veliko oboževanje, celo njegovo delo, to delo v bistvu ni samo znanstveno delo, literatura, ki je zdaj dobila že zdavnaj domovinsko pravico na ameriških kolidžih, celo srednjih šolah, kot gradivo za ameriške učitelje zgodovine, ampak je tudi popkulturni fenomen, reference na to najdete v kakšnih marsikaterih serijah in zato povzroča
skratka spodbuja ne samo dostikrat tudi nekritično oboževanje, ampak tudi silne kontraverze, kritike, želje po cenzuri v Združenih državah Amerike. Skratka, življenje Howarda Zinna je bilo pač zapleteno kompleksno kot ameriška zgodovina sama. In že tukaj bi rad napovedal, da pri založbi Sofiji načrtujemo izdajo tudi njegovih spominov. Izdal je poleg svojih znanstvenih del tudi delo You Can't Be Neutral on the Moving Train, skratka, kjer pripoveduje svojo življenjsko zgodbo kot otroka migrantske delavske družine iz vzhodne Evrope, ki se jim ni posrečil dvig iz fizičnega dela v recimo srednji razred lastnikov neke trgovine. Opisuje, je človek, ki je v svoji mladosti začel z demonstracijami, bil je blizu komunistom, pa ni nikoli zares postal komunist, delal v pristaniščih, potem ga je doletela druga svetovna vojna, kjer je v bombniku sodeloval pri bombardiranjih Evrope. In ga je ta izkušnja izjemno zaznamovala, ko je ugotovil, da je bil udeležen pri eksperimentu prvim z napalmom. In kasneje, po drugi svetovni vojni, ker je imel možnost, da izkoristi tako imenovani GI Bill, to je bilo mogoče za vse veterane, ki so izpolnjevali pogoje, da so dobili zaradi udeležbe v vojni brezplačen študij na univerzi, mu je to omogočilo ne samo družbeni dvig, ampak možnost, da je svojo življenjsko izkušnjo tudi znanstveno premislil. Skratka, potujil neko osebno človekovo krivdo za nepotrebna bombardiranja in je usmeril v znanost, iz česar je tudi prišla ven ta dolga zgodovina ZDA, ki je 500-letna zgodovina, 500-letna sinteza od Kolumba, konča se z vojno tako imenovano proti terorizmu. Prva izdaja knjige je v ZDA šla leta 80, zadnja redakcija, Zinn je namreč ves čas kaj dodajal, popravljal, v glavnem je dodajal poglavja, je bila leta 2003. S svoje strani bi povedal to, zdaj bom svojim govorcem in govorki predal besedo, vsak od njih bo prispeval svoj razmislek, kasneje ob koncu, ob zaključku bo pa sledila, in sem popolnoma prepričan, živahna debata. Zdaj na začetku bi Samiri predal besedo najprej, da nam prebere, podeli misli Mojce Dobnikar, ki je danes ni z nami. Prosim. Hvala, Lev, dober večer. Skratka, jaz bom prebrala mnenje Mojce Dobnikar o knjigi. O Zinnu in civilno-družbenem aktivizmu. Zinnovo knjigo berem predvsem kot civilno-družbena aktivistka, zlasti feministka. Zinn že v prvem stavku prvega poglavja knjige, ko opisuje, kako je aravaško prebivalstvo Bahamskih otokov sprejelo Kolumba in njegovo posadko, opozori na prisotnost žensk v zgodovini, ki jo popisuje. Angleščina, kot vemo, ne razlikuje med spoloma, tako kot marsikateri drugi jezik, med njimi slovenski, in Zinn v tem prvem stavku pravi, da so Kolumbovim ladjam nasproti plavali aravaški moški in ženske. Že to je jasen signal, da se zaveda pogoste zanemarjenosti in spregledanosti žensk v zgodovinopisju in tudi širše, na kar v knjigi večkrat opozori. Da se ob branju ne bi izgubila zavest o prisotnosti žensk v opisanih dogajanjih, sem, kar pri prevajanju počnem tudi sicer, čeprav zaradi tega včasih pridem v spor z uredniki, v prevodu samostalnikom moškega spola ponekod dodala še tiste ženskega spola. Naprimer črnci in črnke namesto zgolj črnci, uporabila spolno nevtralno obliko, naprimer indijanska ljudstva namesto indijanci, ali menjavala samostalnike moškega in ženskega spola, naprimer odvetniki, učiteljice, kmetje, delavke. Že v prvem stavku knjige da torej Zinn jasno vedeti, da so del človeške zgodovine tudi ženske in tako nadaljuje vso knjigo. V knjigi s 25 poglavij in zaključkom tako rekoč ni poglavja, ki ne bi tako ali drugače obravnavalo ali vsaj omenjalo tudi položaja žensk. Enako velja tudi za druge družbene manjšine. Tako v prvem poglavju opozori na to, da so si Kolumbovi možje v Karibih jemali ženske in otroke za spolne in delovne sužnje, ali navaja duhovnika Bartolomeja de las Casasa, ki je v svoji zgodovini Zahodne Indije med drugim napisal, da so bile ženske v indijanski družbi obravnavane tako dobro, da je Špance to osupljalo. Ko se Zinn preseli v Severno Ameriko na območje današnjih ZDA,
opiše spoštovanje, ki so ga uživale ženske v irokeški družbi, njihov vpliv na odločanje v skupnost itd. Skratka, kot sam pravi, Kolumb in njegovi nasledniki torej niso prišli v prazno divino, temveč v svet, ki je bil ponekod naseljen prav tako gosto kot Evropa, kjer je vladala kompleksna kultura, kjer so bila razmerja med ljudmi egalitarnejša kot v Evropi. Veliko primerov bi lahko navedla, kako opisuje položaj žensk in njihove upore. Naj navedem samo nekaj takšnih, ki zelo jasno pokažejo, da v svojem pristopu poskuša zajeti na eni strani kompleksnost razmer, v katerih so ženske živele, in na drugi strani njihovih uporov. V 6. poglavju Intimno zatirane, v katerem se posebej posveti ženskam med drugim, opozori na dvojno zatiranost črnih suženj ter na uvažanje belk kot spolnih suženj, roditeljic otrok, spremljevalk. Leta 1619, ko so v Virginijo pripeljali prve črne sužnje, je z eno samo ladjo v Jamestown prispelo tudi 90 belk, ki so jih naseljencem prodajali za žene. V teh prvih kolonialnih letih so čez Atlantik prišle tudi številne pogodbene služabnice, veliko še najstnic, ki so živele podobno kot sužnje, le da je bilo njihovo služenje časovno omejeno. Žensk torej ne obravnava kot enotne družbene skupine, temveč pokaže, da skozi to skupino potekajo razne družbene ločnice. Povsem na dnu zatiranja žensk so bile črne sužnje, tako po fizičnem izkoriščanju in spolnih zlorabah, kot po razmerah, v katerih so živele. Nekatere so rodile na suženjskih ladjah, tudi priklenjene na trupla sužnjev, ki so med prevozom umrli. Gospodarji so poskušali totalno nadzorovati spolno življenje med podrejenimi in ženskam preprečiti poroko ali spolna razmerja, ker bi jih porodi overali pri delu. Po drugi strani pa so sužnje in služabnice posiljevali, svoje morebitne temnopolte otroke pa kot pankrte puščali v oskrbi črnskim materam ter tako vzdrževali domnevno čistost bele rase. Hkrati Zin pove, da so se sužnje znale upreti tudi silo in kruto, naprimer tako, da so gospodarja ubile s trupom ali mu zažgale dom. Ko prevzame zgodbo pobeglega sužnja, ki je nato številnim drugim sužnjem pomagal na svobodo, gospodarica pa je od njega zahtevala, da se bodisi vrne, bodisi ji pošlje denarno odškodnino, pokaže, da so belke v boljšem družbenem položaju prav tako izkoriščale podrejene. Skratka, čeprav je odkrito pristranski na strani zatiranih, ne pozabi pokazati, da so lahko tudi ravnanja zatiranih, v tem primeru žensk, izkoriščevalna in diskriminatorna. Ves čas pa opozarja na tisto, čemur danes po zaslugi Kimberle Crenshaw rečemo presečna intersekcionalna diskriminacija. Primer. Nekatere črnke so se soočale s trojno oviro. Bile so abolicionistke v suženjski družbi, črnke med belimi reformatorji in ženske v reformističnem gibanju, ki so ga obvladovali moški. Formulacija deklaracije neodvisnosti 1776, vsi ljudje so ustvarjeni enaki, pravi Zin, za Indijance, črne sužnje in ženske ni veljala. Ženske so bile politično nevidne. Prav v zvezi z deklaracijo opozori, da je pomembno razumeti, kako takšni dokumenti, izjave, načini govora, katerih namen je doseči družbeno soglasje, nagovarjajo nekatere skupine prebivalstva in hkrati zakrivajo, da so druge skupine spregledane oziroma izpuščene. Tudi na ustavni konvenciji desetletje po deklaraciji sužnji, pogodbeni služabniki, ženske in moški brez lastnine niso bili zastopani in ustava ni zrcalila njihovih interesov, kot pravi Zin. Za volitve v predstavniški dom so bili določeni cenzusi, ženske, Indijanci in sužnji pa so bili izključeni. Newyorška ustava je izrecno izključila volilno pravico za ženske z uporabo besede moški. Ne pozabimo, v tem času, torej v drugi polovici 18. stoletja, so ženske delale kot pekovke, kositrarke, pivovarke, strojarke, vrvarke, drvarke, tiskarke, pogrebnice, tesarke in mizarke, stezničarke itd. V babištvu in nekaterih drugih poklicih so prevladovale, izdajale so časopise, upravljale strojarne, vodile gostilne, opravljale strokovno delo. Poleg tega je izobraževanje potekalo v okviru družine, zato so imele ženske v njem posebno vlogo. V tem obdobju, pravi Zin, je razvoj potekal v različnih smereh. Ženske so po eni strani vabili in silili v poklicno življenje, po drugi strani pa z ideologijo pritiskali nanje, naj ostanejo doma.
Iz te ideologije se je v prvi polovici 19. stoletja razvil pravi kult resnične ženskosti, tesno povezan z vero in pobožnostjo. Proti koncu 18. stoletja je vpeljava industrijskih tkalskih strojev sprožila povpraševanje po ženski delovni sili, po mladih dekletih, neporočenih ženskah. Prav v tekstilnih tovarnah so v 20. in 30. letih 19. stoletja potekale prve industrijske stavke. V prvi znani stavki tovarniških delavk leta 1824 so delavke z ločenimi zborovanji podprle stavkajoče moške, nekaj let pozneje pa so že stavkale same. Leta 1834 je bila v Massachusettskem Lowellu velika stavka delavk, ki so takrat tudi ustanovile svoj sindikat. Ženske srednjega razreda so postajale učiteljice, reformatorke zdravja, nasprotovale so dvojnim merilom v spolnem vedenju in viktimizaciji prostitutk, združevale so se v verskih organizacijah, se pridružile gibanju proti suženjstvu, se borile za vstop v poklicne šole, za možnost študija, na primer medicine. Tako so do 40. let 19. stoletja, ko se je pojavilo pravo feministično gibanje, že postale izkušene organizatorke, agitatorke, govornice. Naj s citatom ponazorim, kako zna Zin ilustrirati dogajanje. O Elizabeth Blackwell pove, da je leta 1849 diplomirala iz medicine in ustanovila newyorški dispanzer za revne ženske in otroke, da bi dala revnim ženskam možnost posvetovanja z zdravnikom njihovega spola. V prvem letnem poročilu je zapisala: Moje prvo zdravniško posvetovanje je bila nenavadna izkušnja. Zaradi hude pljučnice starejše gospe sem prosila za posvet prijaznega, zelo uglednega zdravnika. Gospod je pregledal pacientko in nato šel z mano v sprejemnico. Tu je začel nekoliko vznemirjeno hoditi po prostoru in vzklikal: kar najbolj nenavaden primer. Takšnega še nisem imel. Resnično ne vem, kaj narediti. Presenečeno in precej zbegano sem ga poslušala, se je šlo za jasen primer pljučnice in nevarnost ni bila neobičajna, dokler nisem nazadnje ugotovila, da se ta zmedenost ne nanaša na pacientko, temveč name in na vprašanje, kako se primerno posvetovati z zdravnico žensko. Približno 10% knjige govori o ženskah. Zin bodisi opisuje njihov položaj in njihove upore, bodisi opiše dogajanja, ki so bila pomembna za celotno družbo, ne le specifično za ženske, ilustrira z odlomki iz časopisnih člankov, dnevnikov ali leposlovnih besedil in tako naprej, kjer ne navaja samo avtorjev, ampak tudi avtorice. Podoben odnos ima tudi do drugih družbenih manjšin, z manjšinami seveda mislim družbene skupine, ki imajo manj družbene moči, ne pa manjšine po številu. Torej, ko piše o črnskih, suženjskih in služabniških, delavskih in kmečkih, staroselskih uporih in tako naprej. Ta pravičnost, če smem uporabiti ta izraz, je po mojem natanko tisto, zaradi česar je knjiga tako priljubljena in zaradi česar je med širokim bralstvom postala pravi pojem knjige o zgodovini neke države oziroma, če sledimo Zinu, o zgodovini neke skupnosti in ne države kot institucije. Sam namreč pravi, da spomina držav ne smemo sprejemati kot lastnega spomina. Države niso skupnosti in nikoli niso bile. Če zgodovino katerekoli države predstavljamo kot zgodovino družine, tajimo silovite konflikte interesov, ki včasih eksplodirajo, večinoma pa so zatrti med zavojevalci in zavojevannimi, gospodarji in sužnji, kapitalisti in delavci, gospodujočimi in podrejenimi glede na raso in spol. Kritike so Zinu v marsičem oporekale in ker sem daleč od tega, da bi bila zgodovinarka, se v to ne spuščam. Toda ravno kot nezgodovinarka, hkrati pa kot civilno-družbena aktivistka, ki jo zanima zgodovina družbenih gibanj, sem tako kot najbrž množica bralstva ne le v ZDA, ampak tudi po svetu, prepoznala v knjigi to pravičnost in poštenost do vseh tistih, ki so si kdaj v zgodovini ZDA prizadevali in prizadevale za pravičnejšo družbo. Drugi razlog za priljubljenost knjige pa je po mojem nenehnem opozarjanju na to, da nobena družbena skupina ni enotna, da so nam glede na najmočnejše družbene ločnice, kot so rasa, spol in razred, odmerjeni različni družbeni položaji, zato je identiteta vsakogar od nas neponovljiva kombinacija raznih identitet, če rečem sodobnim izrazom. Neposredni in posredni poziv k preseganju omejitev teh identitet, ki ga je mogoče najti skoraj na sleherni strani Zinove knjige, po mojem ostaje ena njenih najžlahtnejših odlik. To je to.
Najlepša hvala, Samir, in seveda nadaljavo tudi Mojci Dobnikar. Glede na to, da se snema, me veseli, da si bo Mojca lahko tudi ogledala, čeprav je danes ni z nami. Zdaj bi pa naprej dal besedo kolegu Alekseju Kalcu, da nam on predstavi svojo misel o Zinu. On nam je posredoval v svoji kratki napovedi svojo zamisel o pomenu Howarda Zina, ki je po njegovem mnenju odprl prostor kritičnemu razumevanju zgodovine ameriške demokracije in tako prispeval k demokratizaciji ameriškega zgodovinopisja. To je v bistvu neko zanimiv paradoks v tem stavju, zakaj bi v demokratični družbi tudi zgodovinopisje samo rabilo neko demokratizacijo. Tako da, Aleks, beseda je tvoja, da spregovoriš. Hvala lepa, dober večer vsem. Hvala za besedo. Torej, naslov te knjige, Ljudska zgodovina Združenih držav Amerike, nosi v sebi termin, ki je sam po sebi emblem, to se pravi simbol demokratizacije zgodovinopisja, ne samo ameriškega, ampak zgodovinopisja nasploh, s sklicevanjem na ljudsko zgodovino oziroma zgodovino ljudi, ki ga je osvojil in pod katerim se je razvilo po drugi svetovni vojni cela vrsta, oziroma od 60 let dalje bi rekel, cela vrsta zgodovinopisnih zvrsti, bodisi v Evropi, bodisi v Ameriki in tudi v Aziji, torej te zvrsti izhajajo iz nekega skupnega izhodišča, iz skupne želje, da imajo v svojem vidu, v svojem objektivu torej ljudi, ne elite, ampak ljudi. Tako da se ta Zinova zgodovina oziroma njegovo zgodovinopisje uvršča v ta kontekst splošnega zgodovinopisja. No, in to je ena faza demokratizacije zgodovinopisja, ampak ko govorimo o demokratizaciji zgodovinopisja, seveda ne govorimo o enem dogodku, ampak govorimo o enem dolgem procesu. In ta dolg proces ima korenine nazaj v začetku 20. stoletja in da ne bom predolg, naj omenim samo geslo, s katerim so se tako imenovani, danes poznani analovci, torej pripadniki, predstavniki tako imenovane analovske šole v Franciji, ki so izvedli konec 19. stoletja in v 30. letih neko revolucijo na področju zgodovinopisja. No, njihovo geslo je bilo, mi želimo proučevati zgodovino preostalih 95% prebivalstva. No, in s tem so nekako subverzivno segli v to področje, kjer je bilo, mislim, in nasproti dominantnega zgodovinopisja, ki je bilo historistično zgodovinopisje, ki se je razvilo v 19. stoletju in ki ni imelo samo spoznavnega namena, ampak je imelo tudi politični namen legitimacije narodne zgodovine in države, to se pravi na tem legitimacije nacionalističnega, če tako rečem, narodotvornega zgodovinopisja, no, in ki je temeljilo na proučevanju elit, na proučevanju političnih dogajanj, na proučevanju zgodovine naroda in v tem proučevanju je bilo vse, kar ni bilo elitno, preprosto izpuščeno oziroma marginalizirano, spregledano. No, to bi lahko rekli, da je bila to neke vrste prva faza demokratizacije, ko je zgodovinopisje priznalo in začutilo potrebo, da je preteklost in zgodovina se tiče vseh, da so v bistvu vsi, tudi mali ljudje, tudi nepomembni, anonimni ljudje, ki niso pustili za sabo, ki se niso zapisali, če tako rečem, v zgodovino z velikimi eklatantnimi dejanji, vredni upoštevanja in če hočemo razumeti preteklost,
ne smemo in ne moremo teh ljudi izpustiti. No, če preidemo zdaj na ameriško zgodovinopisje, zanimivo je opozoriti, da se je v Ameriki pozornost in zanimanje za tako imenovano ljudsko zgodovino začelo še prej kot v Evropi. Začelo se je vsaj proti koncu 19. stoletja in se je močno razcvetelo v prvem 20-letju oziroma do prve svetovne vojne. No in na podlagi nekega koncepta, ki ga je postavil znani zgodovinar in geograf Friedrich Turner v 70. letih 19. stoletja, in sicer teorijo tako imenovano teorijo o meji, the frontier theory. No in ta teorija je bila osnovni koncept, na podlagi katerega se je ameriško dotedanje zgodovinopisje nekako osamosvojilo. Nastalo je, če tako lahko rečem, ameriško avtohtono zgodovinopisje, ki se je odlepilo od prejšnjega klasičnega zgodovinopisja, vezanega na evropsko tradicijo in ki je v bistvu bilo ena emulacija evropskega zgodovinopisja in je imelo seveda v objektivu, podobno kot evropski historizem, predvsem politično zgodovino velikih dogajanj in zgodovino elitnih delov družbe. No, to zgodovinopisje, ki je nastalo na podlagi te Turnerjevega koncepta meje, je pojmovalo človeka, ameriško zgodovino kot zgodovino preprostega človeka, to se pravi ljudskega človeka, ki se je soočal z ameriškim fizičnim, geografskim in družbenim prostorom v stalnem kontaktu z mejo in z širjenjem tako imenovane ameriške civilizacije. No in to zgodovinopisje je že v sami osnovi razširilo svoje obzorje in svoj pogled na celotno družbeno recimo na celotno družbo in na vse elemente, ki so konstituirali torej ameriško zgodovino, kratko zgodovino, ki so jo torej tvorili, pri kateri so tvorci te zgodovine so bili navadni ljudje, ki so torej en od osnovnih konceptov te izjemne oziroma edinstvene, kot je bila prikazana ameriška zgodovina, ki je temeljila na vrednotah svobode, torej na vseh teh, na torej industrializaciji, ki je bila Združene države Amerika priča močni vzponu, vsestranskem ekonomskem vzponu po državljanski vojni in tako naprej. Torej je ta zgodovinopisje pridobilo nek koncept ljudske zgodovine, ker je bila podobna zgodovina, ki so jo potem analovci šele v 30. letih in šele po drugi svetovni vojni opredelili kot totalno zgodovino. To se pravi totalnost v smislu, da je zajela celotno družbeno sfero in da jo je ujela in da se je zanimala za vse vidike človeškega delovanja, človeškega ustvarjanja, od materialne kulture in družbenih razmerij vse do miselnosti. No, med obema vojnama in pravzaprav že pred prvo svetovno vojno se je v tem ameriškem zgodovinopisju pojavila tudi marksistična paradigma. Leta 1912 imamo izide v Združenih državah zgodovina socialistične stranke Amerike, in potem zlasti v 30. letih postane marksistično zgodovinopisje v določenem za krajši čas zelo popularno, no in to je spet en drugi doprinos k poglabljanju poznavanja oziroma k pogledu na ameriško zgodovino z vidika
z ljudskega vidika, to se pravi z zanimanjem za široke množice in za preproste ljudi. Leta 1951 oziroma na začetku 50. let pa v raznih pregledih o razvoju ameriškega zgodovinopisja se pojavljajo ocene in ugotavljanja, kako je takrat po drugi svetovni vojni pravzaprav to ameriško zgodovinopisje nekako zaustavilo svoj razvoj in ostajalo še vedno na ravni nekega nacionalnega zgodovinopisja in v katerem so prevladovale konzervativne oziroma rahlo liberalne pogledi in razlage. Torej, to marksistično zgodovinopisje, ki se je pojavilo v 30. letih, je bilo postavljeno na stranski tir in k temu je seveda prispevala druga svetovna vojna, prispevala je tudi v 50. letih hladna vojna in te nove razmere, do katerih je prihajalo v svetu in v same Združene države Amerike, ki je seveda v svetovnem merilu imela nov položaj. Ampak v 50. letih se pa začnejo spet neka vrenja tudi na področju zgodovinopisja, ki so odraz dogajanja v ameriški družbi in ki se pospešijo v 60. letih. Tako da ti pregledi ameriškega zgodovinopisja opozarjajo tudi na to, kako je kljub tej konzervativnosti, ki je prisotna v zgodovinopisju v 50. letih, vendarle obstaja neka svoboda interpretacije, ki daje možnost najrazličnejšim pogledom in pristopom k zgodovinopisju, da pridejo do veljave. No, v 60. letih pride v Združenih državah Amerike, kot je znano, do velikih in globokih družbenih pretresov in družbenih sprememb, torej bojev za pravice žensk, bojev za pravice afroameriškega prebivalstva, boje za pravice za večjo enakopravnost proti neenakostim, torej študentsko gibanje. Kar je zelo zanimivo v ameriškem zgodovinopisju tega obdobja je tudi prepoznavanje zgodovine priseljencev, ki so v bistvu v prejšnjih desetletjih le redko kdaj prišli v zgodovinske knjige, kar ne pomeni, da priseljevanje, ki je bil konstitutivni proces nastajanja in razvoja Združenih držav Amerike od samega začetka in torej te ameriške družbe, dolgo časa v zgodovinskih obravnavah ni imel nekega svojega mesta in je bilo v bistvu spadal v neko marginalno temo, s katero pa so se na veliko seveda ukvarjali sociologi, tudi politologi in vsi tisti, ki so skrbeli in ki so se soočali z vprašanji, ki jih je zastavljalo masovno priseljevanje in vključevanje priseljencev iz najrazličnejših držav, najrazličnejših jezikovnih, etničnih skupnosti, veroizpovedi in tudi ras v Združene države in vsa problematika, ki je nastajala s tem v zvezi. No, 60. leta so leta identitetne krize Združenih držav Amerike in tudi novega pogleda na Ameriko kot državo tako imenovanega topilnega lonca, ki je sposobna nekako prežvečiti, prebaviti in vključiti, pretopiti te najrazličnejše duše, najrazličnejše kulture iz celega sveta v nek idealni ameriški narod, neko idealno ameriško nacijo, ki nekako izkoristi najboljše vrednote, najboljše, kar ji nudijo ti priseljenci iz celega sveta.
Od te paradigme, asimilacionistične, homogenizacijske, torej tega procesa akulturacije, ki je bil v ospredju vse od začetka stoletja do srednje 60. let, se pojavi pluralistična paradigma, pluralistični pogled na ameriško, recimo, priseljensko oziroma na ameriško družbo in priznanje neke identitete, ki je pluralna, ki je multietnična. No in v tem obdobju se to obdobje spremlja en razcvet najrazličnejših zgodovinopisnih zvrsti tudi v Združenih državah Amerike, ki so vse bolj spet pozorne na ljudi in ljudi v najširšem pomenu besede in s priznanjem vseh tistih skupin in vseh tistih kategorij, ki so bile prej nekako zamolčane oziroma so, kot smo tudi iz tega prvega posega kolegice nekako imele nek podrejen položaj v ameriški družbi. Naj si bo ženske, naj si bo Afroameričani, naj si bo revni belci, naj si bodo priseljenci. No in Howard Zinnova zgodovina, ki jo danes predstavljamo, je nastala v drugi polovici 70. let, torej v dobi tega velikega vrenja na področju ameriškega, ampak tudi mednarodnega zgodovinopisja, kot sem prej omenil, in sodi v to tako imenovano zgodovino od spodaj, ki je ena izmed teh velikih zvrsti, zgodovina od spodaj, ki jo nekateri uporabljajo, mislim, v obliki sinonima za ljudsko zgodovino, torej nekateri vidijo, pojmujejo ljudsko zgodovino in zgodovino od spodaj kot sinonima, od spodaj zaradi tega, ker je zgodovina, ki skuša ne samo gledati na tako imenovane nizke sloje, na široke ljudske mase, ampak predvsem gledati na velike zgodovinske dogodke z očmi iz stališča teh tako imenovanih podrejenih skupin. No in do demokratizacije pride ne samo skozi zgodovinopisje, ne pride samo skozi zvrst zgodovine od spodaj, ampak med drugimi zvrsti, ki bi jo izrecno tu rad omenil, je tudi ustna zgodovina, ker demokratizacija, ustna zgodovina nekako izkazuje dvojno demokratizacijo. Prvo je demokratizacija v smislu priznanja širokih ljudskih množic kot akterjev, ki so prispevali k razvoju zgodovine in ki niso bili pasivni objekti, ki so jih velika zgodovinska dogajanja premetavala sem in tja, ampak so bili subjekti svojih življenj in so ravno tako kot ostali prispevali in igrali svojo vlogo na prizorišču velike in male zgodovine. In drugi nivo te demokratizacije pa je v tem, da se o teh ljudeh ne govori samo skozi oči in skozi dokumente oblastnih institucij, to se pravi tistih institucij, ki so že po svojem namenu in svoji institucionalni nalogi ustvarjale zgodovinske vire in zgodovinsko dokumentacijo, ampak predvsem, da se na te ljudi gleda skozi njihove izkušnje in tako, da se njim da besedo, da sami spregovorijo o svojih pogledih, svojih izkušnjah in svojih razumevanjih sveta in položaja v mali, vsakdanji, ampak tudi v veliki zgodovini. Ja, hvala.
Jaz bi se lepo zahvalil kolegu Alekseju Kalcu za to predstavitev, ki je izpostavila veliko pomembnih zadev, pomembnih vprašanj, ki bomo obravnavali v diskusiji. Zdaj predavam besedo še zadnjemu govorcu, to je kolegu Marku Zajcu, ki je v svoji najavi razmišljanja, ki nam ga bo predstavil, napisal po mojem mnenju izjemno simpatično tole. Knjiga se bere, namreč od Howarda Zinna, kot da je avtor napisal včeraj. Neameriškemu bralcu, ki si domišlja, da pozna osnovne poteze in mejnike ameriške zgodovine, Zinnova knjiga ne prizanaša. Neusmiljeno razsuje predstave o velikem praznem prostoru divjega ameriškega zahoda, ki ga počasi zasedajo demokratične države. Kolega Zajc je recimo tukaj popisoval, da se nam tukaj razblinjajo miti, ki jih mi nekritično uživaško sprejemamo skozi ameriško popularno kulturo, vendar nam Zinn na zanimiv način pokaže, da je v resnici bilo še huje. Ja. Tako da zdaj kolega Zajc Najlepša hvala za pojasni, besedo, prosim. hvala za povabilo in upam, da bom lahko kaj prispeval tudi. Hvala za to izhodišče, to so v bistvu taki res prvi vtisi. Res, knjiga avtorju, knjiga bralcu ne prizanaša. Še zlasti ne prizanaša, bolj prizanaša bralcu, ki ni seznanjen, kot pa kakšnemu bralcu, ki se je malo že ukvarjal z ameriško zgodovino in se mu potem zdi, da nekaj obvlada, pa da ve, kdaj se je Amerika širila, kdaj je bila demokratska konvencija, kdaj se ustavi ustav, kdaj je bilo konec suženstva ali pa taki prelomi. Meni se zdi, da je to neprizanašanje se nanaša tudi na sam stil in na sam način knjige, kako je izpostavljena. Knjiga, to mogoče prvi stavek, knjiga se bere, kot bi jo napisal včeraj, kar ti tak občutek ima človek, ki to bere, kot da je zdaj. Mislim, da bo tak občutek imel tudi čez 200 let, ko bo to bral. Mislim, skratka, je na nek način večno aktualna. In je seveda izredna dobra narativa, ki uporabljamo po moje tehnično zelo dobre poteze, kot recimo opise, preskoke, ilustracije, nekaj, kar recimo lahko klasično zgodovinopisje dela brez kakšnih velikih teoretskih, kar je enostavno dobro zgodovinopisje, ki ga tudi težko, dobro zgodovinopisja narativa, kar je meni zanimivo, uporablja tudi veliko citatov z točnim namenom, da se predstavi te glasove, o katerih smo govorili. In predvsem so ti citati izbrali na ta način, da, kot je kolega prej omenil, ponovadi povejo ravno ne glasove nekih akterjev, ki so oblastni, mogoče včasih karikirano, ampak bolj sami glasove, najde glasove tisti, ki so bili obstranski. To je ena stvar. Druga stvar je, kot sem že prej omenil, to širjenje. To je recimo meni osebno največji vtis, kot človek, ko bere kakšne hitre preglede ali pa zgodovine Amerike, vidiš lep zemljevid, kako so bile Združene države tistih 13 kolonij, potem pa Mississippi, pa počasi gre naprej in potem vojna z Mehiko, do Kalifornije in občutek je tako, kot da je en tak lep razvoj, kvazi naravni razvoj, kot da bi se moral zgoditi. Neki determinizem, ki ni opisan z besedami, se nam zgodi tudi recimo večkrat, če gledamo te karte. Ampak Zinn pa tukaj za temi prijemi, kot sem rekel, jasno piše, da je šlo za osvajalne vojne, več osvajalnih vojn, da je šlo za upore, da je šlo za veliko trpljenje, da je šlo za prevare, da je šlo za marsikaj, kar na drugi strani smo mi srečali v popkulturi. Kaj smo recimo srečali preko klasičnih westernov, preko špageti westernov, preko druge italijanske reinterpretacije mogoče, in mogoče tudi preko tretje italijansko-srbo-hrvaške reinterpretacije zlatne serije Texas, Veliki Black, ne vem, jaz sem pač ravno ta generacija v 80-ih letih, ko sem preživljal poletja z branjem
zbranjem ljudske zgodovine Združenih držav Amerike v nekem drugem smislu. Ne. Tukaj pa vidim, da mi je Howard Zinn odprl, kako bi rekel, neko nostalgijo in mi je pokazal, da je divji zahod zares obstajal. Da je ta divji zahod zares obstajal in je bil neskončno bolj zanimiv, kot so ga uspeli tisti rahlo okorni risarji zlatne serije prikazati. Ampak junaki kot uporniški indijanci, prostitutke, obubožani farmerji, ki se borijo za svoje pravice, pobegli sužnji, veterani in podobne skupine ljudi so dejansko obstajale. Ne. To se mi je zdelo zelo zanimivo in mi je dajalo tudi ta občutek, kako mi konzumiramo, mogoče bi mogli biti bolj prezanesljivi do teh, ko konzumiramo, prej smo podal levo ravno to konzumacijo iz ameriške kulturne produkcije, na neki ravni je mogoče neke resnice, se mi je treba prav odkriti. To kot recimo, ko pride ena punca, ne vem, v New York iz, ne vem, Minnesote in potem hoče uspeti in se zaljubi in tako naprej. Ne. Mogoče pa tudi sem šel na romantične komedije. Zdaj sem zašel, ampak skratka ne prizanaša. Druga stvar, kar se tukaj vidi v tej čudoviti zgodbi, ki čudovito teče, zelo logično razporejeni, je nasilje. Je raven nasilja, ki je neverjetno. Ne vem, so štrajki, pa je 30 mrtvih. Pa pride Pinkertonovci, pa se malo streljajo, pa je upor sužnjev, pa ni bilo dosti mrtvih, samo 15, recimo. Ne. Tako, ta tradicija nasilja in mislim, da to mogoče avtor, jaz zdaj mogoče si domišljam, dela celo mogoče namenoma, ne vem, da prikaže se neka tradicija nasilja, ki pa ni nujno samo negativna, je pravi zgodovina, ne postavlja se, da je tukaj nasilje nekaj slabega ali pa da je nasilje nekaj dobrega. Je lahko dobro, je lahko slabo, prav tako kot je v spremni besedi, o kateri bom tudi na koncu nekaj rekel, Lev Centrih lepo povedal, da tako kot nam ne prizanaša, avtor ne prizanaša akterjem, na katere gleda simpatijo. Howard Zinnu je povsem jasno, da ne piše o angelih in da so ti ljudje v najbolj človeškem smislu, ki imajo tudi nek agency, ne, oziroma neko dejavnost, nekaj lahko počnejo, ampak to, kar počnejo, ne obravnava moralistično. In mislim, da je ta izpeljava ven, da tukaj ne dela nekega moralizma, ki ga je večkrat v teh pregledih tudi podtalnega veliko, raznih pregledov zgodovine, ne, da to je tudi eden izmed razlogov, da je ta knjiga se ljudi dotakne in da je bolj intimna, kajti moralizem je tak, zna biti oziroma je po mojem mnenju večinoma nasproten tiste morali. Ne? In tukaj se pa lahko človek oblikuje sam svoje mnenje in pride do izraza ta kompleksnost. Ne? Tretja stvar, ki me je tukaj pri knjigi dotaknila, so v bistvu, da se dotakne seveda klasičnih velikih pretresov, vojn in procesov v ameriški zgodovini, vstopa v njih na popolnoma drugačen način. Ne? Vstopa na način, ne vem, opiše, kako so industrialci razmišljali o širjenju Mehiki, pa lastniki sužnjev, opiše, kako so ženske aktivistke razmišljale o neki vojni, kako so sindikalni voditelji razmišljali o začetkih ameriškega imperializma, recimo, in priključitvi oziroma osvojitvi Filipinov. Skratka, daje nam pogled, da ta velika politika je še zmeraj tu, daje nam pogled, kako je politično življenje potekalo. In to, da pridem še na zadnjo stvar, kar bi jo res rad izpostavil, je, da njegova
ta ljudska zgodovina, ne, ni samo, čeprav on sam pravi, da je nepristranski in da bo jasno gledal iz stališča zatiranih, ljudska zgodovina ni samo zgodovina ljudstva, ni neka socialna zgodovina, ampak je politična zgodovina. Je politična zgodovina v dobrem smislu. Ljudje tukaj niso samo akteri, ki živijo neko družbeno življenje, ampak so jasno politični akteri, ki terjajo biti politični akteri. Novejši pristopi k politični zgodovini pa izpostavljajo ravno trenutek, ko zgodovinski akteri, recimo še zlasti pri feminizmu, ženske ali pa ravno črnci oziroma bivši sužnji, staroselci, kdorkoli, ko se organizirajo na način, da postanejo politični faktor, oziroma sebe prepoznajo kot nekoga, ki je politični akter. Ker veliko vprašanje seveda politike in politične zgodovine je, kaj je politika in kdo je politični akter. In tukaj mislim, da je lepo pokazal, da je to na nek način korektiv klasične politične zgodovine in ni samo ljudska zgodovina. In v tem ni politično pristranska. No? Se mi zdi ta pristop, ta večglasni pristop, ki je tudi v sodobnem zgodovinopisju večkrat uporabljen za to, da lahko se soočimo z kakšnimi traumatičnimi stvarmi preteklosti, recimo, da vojna, mi imamo tipično druga svetovna vojna, poboji ali mogoče španska državljanska vojna, to je bilo veliko se o tem pisalo, da se preko večglasnosti akterjev različnih slojev lahko prikaže neke določene procese in dogodke, na drug način, ne pa na tipično na prvo žogo pro kontra, kdo je dober, kdo je slab. In na koncu, da mislim, da pa bi rad izpostavil, da ko berete to knjigo in ko jo boste brali, pejte na zadnjo stran, pa najprej preberite spremno besedo od kolega Centriha, ker se mi zdi, da je na kratko resnično čudovito urejal to, opisal seveda tudi izvor oziroma biografske notice, tiste, ki so pomembne, in potem naredil eno analizo pač nekih treh točk, ki so, ena točka je zavestna nespoštljivost do elit, druga točka je razmerje med izkušnjami posameznikov in razredom, kar je vedno neka dinamika na tej ravni, in tretja točka je seveda vprašanje politične utopije oziroma kako iskati rešitev za situacijo, kako pomembna politična utopija je, in na koncu, kar se mi zdi mogoče v debati, pa je kaj se lahko mogoče mi v tem malem prostoru dežele pod Alpami naučimo od dežele pogumnih in pri tem bi pa tudi v tem trenutku končal. Hvala, se vam zahvaljujem za pozornost. Jaz bi se zahvalil še zadnjemu govorcu, kolegu Zajcu, za njegovo zanimivo razmišljanje. Takoj je razvidno, da v tej naši debati, da so med obema referatoma in tudi to, kar je Samira predstavila, ene stične točke, podobne ugotovitve, kjer je po mojem mnenju mogoče zelo dobra in tudi nujna debata, vendar bi vendarle na začetku dal najprej besedo vsem občinstvu, ki tukaj posluša, za vprašanja. Kritiko, stališča, gledam tudi, da je knjiga nekaj časa že zunaj, morda je kdo med vami, ki jo je tudi že prebral, recimo, in bi z nami podelil svojo kritično recepcijo. Tako da imamo mikrofon je tamle, tako da prosim. Mora biti mikrofon. Dober večer. Knjiga seveda udari v glavo. Prvi stavek na prvi strani postane človeku jasno, zakaj je Zin dal naslov ljudska zgodovina. Ni to zgodovina, po moje, od spodaj, zgodovina ljudi. Je zgodovina posledic, ki jih ti ljudje nosijo zaradi
politik, ki so jih izvajale te iste elite, o katerih mi govorimo kot o uradni zgodovini. Druga stvar, ki postane jasna, je, da je zgodovina Zahodne Evrope oziroma zahodne civilizacije, če jo tako rečemo, ki vključuje Evropo in obe Amerike, je zgodovina belih, krščanarskih, da ne rečem pobožnjakarskih moških in je tako še danes. To, kar je Samira prebrala, je samo en del skozi celo knjigo, skozi celotno zgodovino Združenih držav Amerike po zinu, ta rdeča črta ves čas skače ven, ves čas je govora o tem, se pravi o teh skritih posledicah oziroma posledicah politik, o katerih se ne govori. Ena od stvari, ko so me pozitivno presenetile, hkrati govori dosti o tem, kakšna je percepcija ljudi v Združenih državah Amerike strani elit, je ta, da še danes govorimo o Afroameričanih, lepo vas prosim. Zakaj ne govorimo o Rusoameričanih potem? Zakaj ne govorimo o Nemcoameričanih? Zakaj govorimo o Afroameričanih? Zato, ker so črni, ali kaj? In to je ena od teh stvari, na katere je Zin tako nespoštljivo do uradnega zgodovinopisja dobro stvar naredil, da predoči enostavno v oči, v obraz vam vrže skozi vse tiste jaz sem se prebil do zgodnega 18. stoletja, ker tisti prvi del človek res postane, mislim, človek razume, kaj poganja revolucije. Ko prebereš, mislim, ko spet ozavestiš, kaj so te elite iz Evrope, ki so v bistvu samo preselile idejni koncept iz Evrope. Na prvi ladji, ki se je odpravila na zahod, je bil ta virus evropske mentalitete, ki se je prenesel na zahodno poloblo in še danes vlada. In to je tisto, o katerem ste vi rekel, da kot da si včeraj bila napisana, ja, to je ta poanta, se pravi, da je 500 letih se absolutno nič ni spremenilo. Nič. Črni predsednik Združenih držav Amerike je v bistvu pobeljen črnc. Kdorkoli v Združenih državah Amerike poskuša vstopiti v ta beli moški krščanarski svet, mora ratati bel na tak ali drugačen način v tem smislu. Zato mogoče bi tudi Samiro vprašal, kaj je pa navelo, mislim, da je naredila tako naslovnico. A je ta simbolika na naslovnici odrast tvojega razumevanja ali si ti drugače razumela to? Jaz, kadar se lotim kakšne zelo znane knjige, kot je Ljudska zgodovina Združenih držav, najprej preverim, kakšne naslovnice so bile že vse narejene za to knjigo. Sem zelo hitro ugotovila, da ni nekega razpona, v resnici gre za te najbolj bazične simbole, recimo gre za črte in zvezdice, kadar ne gre za črte in zvezdice, gre pa za fotografijo kakšnega delavca. Meni se nič od tega v resnici ne zdi slabo, zdi se mi recimo te naslovke, kjer so črte in zvezdice, dajo neko vrednost knjigi v smislu, ker zgleda bolj tako kot nek institucijski dokument, tako da to se mi zdelo v redu, da je na tak način simbolno rešeno. Ravno tako fotografija kakšnega delavca se mi zdi ravno tako v redu, ker se mi zdi, da se ga malo monumentalizira s tem, ko se ga izpostavi. Hkrati pa seveda to pač ne more biti potem moje rešitve. Pogledam, kaj že obstaja za to, da naredim nekaj drugega. Hkrati je bila še vedno tudi to moja želja, da vzamem nek zelo prepoznaven simbol Amerike, zato sem vzela to baklo iz Kipa svobode. Tudi s to mislijo, ker osvetljuje neke nižje sloje, delavski razred, razne manjšine, da nekako okrog tega ognja svobode, recimo, da se grejajo ravno predstavniki teh razredov. Skratka, ideja je bila ta, da ogenj osvetljuje te skupine in hkrati, da so te skupine tiste, ki so mogoče najbolj upravičene do tega ognja in se lahko tam tudi pogrejajo. Tako da na nek način nek zelo bazičen simbol in nek osnovni message, ko mislim, da gre tudi skozi knjigo. In z njim tudi kaj zakurijo, verjetno. Lej.
Hvala za to vprašanje in seveda odgovor. Seveda še drugi ste vabljeni k vprašanjem. A kaj je manjšina? Pač v današnjem času, danes. Mislim. Mogoče. Ja. Mogoče. Torej, jaz bi rad morda ne odgovoril na vaše vprašanje, ampak razmišljal v tem smislu, ker moj vtis pri branju knjige in nekaj, mislim, kot pravite vi, ne samo ena, ampak cela vrsta linij, analitičnih, interpretativnih, ki grejo skozi celo knjigo. No in ena izmed teh je, in kateri Zin posveča veliko pozornost, je linija družbenega nadzora. No in ta družbeni nadzor je inštrument, ki ga uporabljajo elite, politične, ekonomske, zato da ustvarjajo tako družbo, ki je vedno v njihovem interesu. In na ta način lahko ustvarjajo manjšine ali pa jih lahko razbijajo oziroma manjšine postavljajo drugo proti drugi oziroma jim omogočijo, da sodelujejo, da se združujejo. Odvisno je vedno od vsakokratnega zgodovinskega momenta in situacije. Ampak nekaj, kar pride do izraza, se mi zdi, da je ta knjiga tudi knjiga, ki ima v ospredju skupine, ki jim lahko rečemo skupine poražencev. In poraženci niso samo tisti, ki so na napačni strani, na napačni, med navednicami, strani zgodovine v primerjavi z zmagovalci, ampak jih je dosti tudi znotraj prave strani, torej zmagovalne strani in so nižji, torej podrejeni sloji, naj si bo etnične manjšine, jezikovne, verske ali katerekoli, ki so lahko manjšine številčne, ampak so lahko manjšine tudi samo po nominalne manjšine, ki štejejo zelo veliko članov, kljub temu, da nekako ključno prispevajo k zmagi elite, izpadajo potem na koncu in zasedajo položaje poražencev. To bi bilo moje razmišljanje ob tem. Hvala. Jaz imam še eno vprašanje, pa ne vem, kot moderator povejte, če sodi, ker je Amerika tukaj in tam, mene pa zanima bolj tam, samo kot, mislim, ta tukaj, samo kot tukaj v kontekstu. Govorili ste prej o metodi, ki jo Howard Zinn nekako pelje, zato da premisli ameriško zgodovino, pa bi me zanimalo, če poveste kaj, kako izgleda to pri nas, se pravi, kdo se loteva tega, ne vem, tudi če vsak od, ker ste učeni možje in žene, vešči zgodovinopisja, kdo je pri nas delal na podobnih projektih, če je se kdo tega loteval, to bi neko čisto tako vprašanje referenc, če se lahko odpre ta debata, se pravi čist ali nekih mikrozgodovin neslišanih in če se je kdo, kaj bi ste mu rekli, upal neko makronarativo ljudske zgodovine ne v Sloveniji, rečemo temu naših prostorih, pa je zdaj to do Maribora ali do Kosova, po želji. Tako da to je eno vprašanje, drugo vprašanje je pa, kaj so, se pravi, marksistično zgodovinopisje, ki je bilo pri nas prej nekako bog in batina in je šlo iz, je bilo pač sistemsko furano in ima še vedno nek princip pogleda od spodaj, kaj mu je ušlo, kaj ni bilo vidno, to mogoče
kot vprašanje, bi me pa tudi zanimali te neke reference. Lahko, mogoče jaz sem, da rečem, mogoče marksistično zgodovinopisje ni bilo Bog in batina, ampak je bil Bogo in batina, ker predvsem bogografe tukaj. Ja, Bogo. Ampak mogoče najprej vas bom usmeril, potem bomo pa, mislim, da tukaj predvsem vsi skupaj malo poskušali na to odgovoriti, ker je zanimiva debata in naj povem, da o tem je predvsem razmišljal Lev Centrih tudi v koncu svoje spremne besede, v zadnjih straneh in mislim, da je zelo jasno in se vprašal po tem, kako bi lahko pisali to pri nas. No, glede marksističnega slovenskega zgodovinopisja je jasno, da glede nacionalnega zgodovinopisja se slovensko zgodovinopisje pač kot Slovenci, kot predstavniki novega naroda brez zgodovine in tako naprej, ki brez zgodovinske tradicije v Habsburški monarhiji, take priznane, no, seveda je bila. Ampak noben se ni mogel lotiti v 20. stoletju tega brez kakšnega koncepta ljudstva. In mislim, da se tukaj bogograf najprej predvsem odkril kmečko ljudstvo kot akter, kot kolektivni akter, ki mu je pa tudi dal slovensko etiketo. Ne. In je imelo dvojni, je bil po eni strani se je nanašalo to idejno seveda v prazgodbi na Cankarja, predvsem pa na razvoj slovenskega narodnega vprašanja na Kardelja. Ta dvojnost, ta ideja, da je v ozadju, no, to si upam reči, da je najbrž ne bom se narodno izrazil, da je rešitev za slovenski narod, za emancipacijo slovenskega naroda tudi neke vrste socializem, da je neka socialna pravičnost, ker je ta narod bil pač zatiran. In kako po tej liniji se je šlo, ampak se je pa dalo te plasti nacionalne opozicije, predvsem kmetstvo, Slovenci kot kmečki narod, proti Slovencem, proti Nemcem, Italijanom in ostalim, ki so bili narod gospodarjev. Tako da to je ena taka stvar, ko bi jaz izpostavil, ampak ali je to ljudska zgodovina, pa stvar? Je pa predvsem slovenska nacionalna zgodovina, je klasična slovenska narativa, ki bi se jo morali vsi naučiti, če jo hočemo sploh kritizirati. Drugo bi pa mogoče dal Levu. Ja, jaz lahko pač samo tukaj nadaljujem. V bistvu nadaljujem po tega, kar sta oba dva kolega in Marko in Aleksej izpostavila, kar je velika dodana vrednost Zina, da pač je v njegovem delu mogoče prepoznati dvoje glasov in dvoje pogledov, ki se tudi konfrontirajo med sabo. Eni strani je pogled oblasti na ljudstvo, ki predstavlja popolnoma specifično interpretacijo, ima drugačne poudarke, in pogled ljudstva oziroma drobcev posameznih skupin o sami sebi, ki je precej drugačna od tega, kaj si pač oblast predstavlja. Zdaj v herojski dobi slovenskega modernega zgodovinopisja je bila pač tista oblast vedno nekje drugje, ali bila pač na Dunaju ali na Beogradu, skratka se je to zgodovinopisje pisalo v času razreševanja slovenskega nacionalnega vprašanja. Zdaj, veliko vprašanje je, je to nacionalno slovensko vprašanje rešeno, danes, ali bi ga bilo treba zastaviti znova, ampak poanta bila preprosto ta, da pač slovenski zgodovinar bogograf Navrk je pisal pred recimo drugo svetovno vojno, že ko je začel razmišljati si svoje koncepcije, pa kasneje po drugi svetovni vojni, sigurno ni bil v isti poziciji, kot so recimo francoski ali pa pač ameriški zgodovinari, za katerimi je obstajala neka dolga tradicija državnosti in celo imperializma. Kljub temu, da pač slovenska državnost nastane v revoluciji ljudski med drugo svetovno vojno, mislim, to je nesporno, pač je bil čas, ko je Bogo pač pisal in pač njegovi sopotniki je bil še vedno nekako zaradi pač
Smodnik je bil nekako še v zraku, ta herojska doba je bila blizu in so še vedno gledali pač preteklost ljudstva brez države, ki počasi gre k svojemu emancipacijskemu nebohodu. Ne. Jaz bi rekel, no, da to zgodovinopisje, mislim, je marksistično, ampak šolsko marksistično. Kar opazite, če berete Grafa, Navarja, pa še druge je, ne, da ne stopi v dialog z zahodnim zgodovinopisjem marksističnim. Ne za Thompsonom, kot da tega niso spremljali, recimo. Tudi simptomatično mi je, ne smemo pozabiti enega drugega pomembnega zgodovinarja, agrarnega zgodovinarja Marjana Britovška, sicer znanega bolj po političnih zgodovinah, spopadov v Sovjetski zvezi, frakcijskih, ampak začel je njegov doktorat je razkroj feudalne agrarne strukture na Kranjskem, kjer pač v bistvu je taka zelo dobra, v bistvu po mojem mnenju najboljši in najprimerljivejši z zahodnimi trendi primer marksistične zgodovine, kjer pač razlaga, kako nastaja, kako vsiljevanje oziroma uvajanje novih poljščin, strojev, spreminja družbo in te stvari. Ampak vendarle v uvodu je simptomatično, da pač Britovšek skupaj postavi, jaz izhajam iz Bloha, Marka Bloha, pač slavnega, ne vem, zgodovinarja podeželja, kmetstva, Franciji, Veliki Britaniji, in Kautskega. Skratka, hororja, pač avtorja, ki ga pač bereš, ne vem, v tem ne bi šel, pač hudega determinista, ne vem, zgodovinskega, no, pač. In v bistvu ne razloži, odkje zdaj, recimo, kako je mogoče skupaj brati Bloha in Kautskega, recimo, popolnoma normativno, recimo, no. Manjkala je pač ta neka refleksivnost, pač. V glavnem precej se je to slovensko zgodovinopisje takrat borilo okoli dejstev, pa v tem, koliko slovenske zgodovino je, koliko je ni, Bogografa Navari. Ja, Bogograf, prosim. Koga vključiti tudi noter, ja. Bogografa Navari največ energije pač porabil, ko je polemiziral z avstrijskimi zgodovinarji, pač o slovanskem deležu na Koroškem in tako. Ali s hrvaškimi. Ja, in s hrvaškimi tudi, da se razumemo. No. To, zdaj, gotovo, mislim, nedvomno, pač kolega Aleksej, pač, ki se ukvarja z teorijami zgodovine pisja, gotovo ima tle veliko za dodati. Jaz ne reč nekaj. Jaz bi samo dodal to, da slovensko zgodovinopisje je po svoje posebno, kot so posebna tudi druga zgodovinopisja, ampak v osnovi je nastalo in še vedno ohranja kot pretežno, recimo, koncept nacionalnega zgodovinopisja. Ampak je vedno bilo pozorno tudi na razne tokove. Naj spomnim samo, da so vodilni slovenski zgodovinari, kot je bil Franc Viter, kot je bil Ferdo Gestrin, da so, kot je bil tudi Sergij Vilfan, da so študirali že v 30 letih in po drugi svetovni vojni v Franciji, v Parizu in da so bili v tesnem stiku tudi z analovskim zgodovinopisjem in da so se oplajali tudi z analovskim zgodovinopisjem. Tako da opažamo zlasti torej jaz se zanimam predvsem za socialno zgodovino, zato nekoliko bolje poznam ta aspekt, ampak recimo ta veliki projekt, ki je nastal, ki se ni zaključil, ampak ki je nastal po drugi svetovni vojni leta 70 in leta 80, ko sta išli prvi in drugi zvezek socialne gospodarske zgodovine, ki je ostala pri zgodovini agrarnih panog, je izhajal iz tega koncepta in je v bistvu zadostil in razprl pogled na to, kar je prej Marko povedal, in tudi Elev, da v slovenskem primeru nacionalno zgodovinopisje je bilo hkrati predvsem socialno zgodovinopisje zaradi tega, ker je bila zgodovina slovenskega prebivalstva, ki je bila večino kmečko prebivalstvo in ker Slovenci nismo participirali pri oblastnih strukturah, kot se je to dogajalo, kot so Nemci, kot so Italijani, kot so imeli v Franciji in tako naprej. Mislim, da če tako rečem, emancipatoren pogled zgodovinopisja, ki sem ga prej predstavil, v Franciji s šolo analov, kjer se postavlja v središče ta prehod in revolucionarnost tega zgodovinopisja v 30 letih
s tem, da je odprlo pogled tudi na, kot sem prej rekel, preostalih 95% prebivalstva se v slovenskem primeru v bistvu ne postavlja, zato ker je že v osnovi, ne, v centru pozornosti ljudstvo, bomo rekli. Ne. Kar se pa tiče prejšnjega vprašanja glede drugih zgodovinskih zvrsti, lahko rečem, da se je zlasti od 80-ih let dalje in zlasti potem od 90-ih let dalje sem, če pogledamo malo vse, kar izide v Sloveniji, od monografij do člankov v specializiranih časopisih oziroma akademskih časopisih, od morda še najbolj klasično nekomu nastrojenega, usmerjenega, bomo rekel, zgodovinskega časopisa, ki je drugi najstarejši, če se ne motim, pri nas, do najnovejših znanstvenih časopisov, torej gostijo najrazličnejše študije, ki so popolnoma v koraku s časom. Ne. Čeprav moramo povedati vedno to, tako v preteklosti kot tudi danes, se tako maloštevilna zgodovinarska srenja, kakršna je NASA, s težavo nekako kosa in vzdržuje korak z tako hitro evolucijo v bistvu na področju zgodovinopisja, ne? Zlasti v zadnjih 40 letih, zlasti pravzaprav ne, v zadnjih od 60 let dalje, ko vzcvetijo te najrazličnejši zvrsti, ki so v bistvu neka reakcija prejšnje, če govorimo o socialni zgodovini, tako imenovane klasične zgodovine, ne? Klasična zgodovina, ki je nalovska zgodovina, ki je klasična nemška, ne vem, bielefeldska šola, ali ki je tudi marksistično zgodovina pisana vse zadnje. In reakcija prav zaradi tega, ker to klasično socialna zgodovina je gledala na družbene pojave in na zgodovinski razvoj z neke ptičje perspektive, z neke makroperspektive. Medtem ko ta preklop, ki se zgodi od 60 let naprej in v katerega sodi tudi na vse zadnje ta ameriška verzija, ki jo zgodovine od spodaj oziroma ljudske zgodovine, ki jo zastopa tudi Zin, je, da postavlja v fokus človeka kot takega, ne? Torej ne razlaga velikih zgodovinskih premikov z vidika nekih abstraktnih kategorij in nekih torej posplošenih razlag, ampak z vidika prav včasih tudi zelo drobnih pojavov, tudi zelo recimo z vidika, ne vem, sproučevanjem individuumom, torej posamezniku ali majhnih skupin ali kategorij, ki se v velikih, ne homogeniziranih, poenotenih kategorijah zgubijo, ne pride do izraza. Torej, lahko končam s tem, ne, da še omenim nekaj, kar je nek stavek, ki ga je zapisal v svojih spominih Erik Hobsbawm, ne, ko je razpravljal o teh spremembah v mednarodnem zgodovinopisju v 60., 70. in 80. letih, ko pravi, da so zgodovinarji takrat odložili teleskop in vzeli v roke mikroskop, ne. In s tem mikroskopiranjem tudi drobnih pojavov se jim ni šlo za to, da bi se nekako koncentrirali, omejili na to mikroraven, ampak da bi skozi mikroraven lahko spoznali drobne delce, s katerimi bi lahko izostrili pogled na velike tokove zgodovine, če tako rečem. No, in to se dogaja tudi v slovenskem zgodovinopisju. Jaz bi tukaj dodal, dobesedno tako, kot se rekel Aleks, se strinjam s tabo, ne, in v smislu odgovora pač na vaše vprašanje, ne moramo dovolj poudariti, da v zadnjih desetletjih vendarle ne samo slovensko zgodovinopisje, tudi zgodovinopisje v Srbiji in na Hrvaškem, recimo mlajša generacija,
ki je začela na marksističen način, vendar z metodami in inspiracijo zgodovine od spodaj, recimo preučevati partikularne zgodbe, recimo štrajke v pozni socialistični Jugoslaviji. Imamo pri nas recimo, to, kar bom tvegal, da naredim krivico mnogim kolegicam in kolegom, ki imajo izjemne študije, recimo Nina Vodopivec, ki je napisala uno knjigo Tukaj se ne bo nikoli več šivalo, ki govori o tranziciji izkušnje delavk glede Mure. Zdaj, kar nam manjka in kakršen izziv tukaj še vedno ostaja, je, kako ta izvrstna dela, ki jih je ogromno, ki jih tukaj niti ne moramo našteti, združiti v nek primerljiv korpus dela, kot je to, skratka, iz njih narediti recimo ljudsko zgodovino ali Jugoslavije, ali ljudsko zgodovino, sploh ne vem, kako bi rekel, Slovenije, Slovencev, recimo, no, mislim, saj Howard Zinn tudi ni sam začel, ni začel iz nule, tukaj na koncu imate seznam literature, študije. Za njega več kot očitno je, da so bile zanj pomembne recimo sociološke raziskave v 60-ih, v 70-ih letih, ki jih je pač on dramaturško povezal skupaj, in je pač nastala tako delo. Recimo, zdaj tudi recimo, kdorkoli bi pri nas nadaljeval Zina, pač bo to delal na hrbtih, kolegic in kolegov, ki so delali, ki to še vedno delajo, pač je vprašanje dramaturgije, brklanja, konceptov, recimo, vsekakor, v tem smislu. Gotovo še kakšno vprašanje, mislim, debata se lepo razumema, gotovo še kdo iz poslušalstva, bi kaj komentiral, poprašal. Hvala. Ja, jaz bi tudi prvo en komentar, pa eno malo vprašanje. Ko smo iz naslova, Amerika tukaj, meni je ful zanimivo, ko poskušamo reči, kaj od Amerike je tukaj, so običajno vedno kot kronski dokaz, da blago kulturne industrije, ki pač seveda je vseobsegajoče in nas zajema, pri čemer se pozabi na enako pomembno, morda pa še bolj pomembno, bomo rekli darilo, ki je začelo predvsem po drugi svetovni vojni, po letu 1945, skratka ta prihod zelo tipično ameriških vrst vednosti, ki so nastale v prvi polovici 20. stoletja, v nekem zelo turbulentnem času zgodovine ZDA, ki se vrtijo in jih nekako pod skupni imenovalec spravimo kot takle drugačne znanstvene tehnike socialnega inženiringa, recimo vse današnje te, bomo rekli, tehnike odnosov z javnostmi, komunikologija, moderna propaganda, menedžment, to so tipično ameriške vrste vednosti, ki smo jih preprosto, ki so po drugi svetovni vojni zelo na veliko prišle k nam. To se mi zdi tudi fejst poudari, če govorimo, kaj od Amerike je tukaj, ker ne gre samo za blago kulturne industrije, ampak gre za, bomo rekli, vednost, znanstvene tehnike, ki imajo zelo gospodovalni karakter. Ok, komentar je konec. Malo vprašanje pa je to, ko sem jaz bral pred leti Zina v angleščini, nisem nikjer zapazil, pa se mi zdi skoraj, da bi moralo biti, če si je Zin, morda če to veste, pomagal študijami, ki jih je delal Adamič, predvsem študija, recimo zelo, po mojem, prelomna študija v delu Dinamit, ki se mi zdi zelo podobna v sami usmeritvi, pa tudi po drži avtorja na nek način. A veste, če sta, verjetno morda sta se poznala, generacijsko sta narazen 20 let nekako, se mi zdi. Ampak vprašanje je, če si je Zin, če ste zaznali, da si je pomagal z deli Luisa Adamiča. Mislim, da se v seznamu omemb pojavi 3-krat v delu Adamič, kot je napisal delovski pisatelj Adamič. In mislim, da gre, kolikor jaz poznam, ker tukaj ni fusnot. Za mojo Ameriko. Ja, za mojo Ameriko gre, ne gre za Dinamit. No. Mislim, da je tudi Dinamit. Je tudi Dinamit, ker enkrat gre za delovske boje, pa se mi je zdelo, da gre za Dinamit, ampak nisem šel pa preverjati. No. Glavnem, vsekakor ga omenja in o tem so se tudi enkrat zadnjič pogovarjala z Levom in je pač še, mi zdi, da je Lev lepo povedal, seveda ga je, sej je vendar bil eden izmed glavnih pisateljev od ameriških pisateljev, ki je tudi bil deloma, imel status zgodovinarja.
in se je na njem mogel graditi, se je bil eden izmed gradnikov glede delavskega razreda in upora delavskega razreda, pa tudi glede migrantov, ne. Tako da to mogoče še ti kaj več. Ne, to je to, no. Pač Zin se večkrat sklicuje na njega, ne, pa treba upoštevati, da ta knjiga, ne, ima tak zelo tudi ima ameriško obliko pač v tehničnem smislu, ne, ker pač ena od možnih pač ena od variant ameriške publicistike je tudi taka, da ni nujno, ne, da imaš ti zraven vsakega odstavka fusnoto, skratka opombo z točnim virom, ne, ampak je ena od legitimnih možnosti za te sicer znanstvene publikacije, da pač preprosto navedeš, katere knjige pri vsakem poglavju, recimo, ali pa katere reference, članki so pomembni, recimo, ne, pa moraš mogoče malo ugibati, ne, pač imaš, ni točno, evo, pri tem stavku, evo, pa rabimo Adamič, ampak lahko sklepamo, če omenijo njemu, ne, pač je tam seznam njegovih del, no. Tako da Zin je to utemeljil zato, da je pač knjiga lažje berljiva, ker njemu se niti slučajno ni šlo, da bi z njo nagovarjal samo strokovno, znanstveno javnost, zato se mu je šlo verjetno še najmanj v bistvu, ne. Za njega se je šlo za neko aktivistično intervencijo. Tako da bi pač dejansko najširše množice, družbeni aktivisti, nevladniki, učitelji, recimo, ki učijo ameriško zgodovino po njihovih šolah, recimo, to lahko brali. Na vsak način je bil njegov zadnji cilj, da bi to bilo pač delo, ki je bilo namenjeno samo učenjakom njegovega ranga, njegove kaste. Mogoče še glede tega, če Aleks, glede teh ameriških pogledov, Taylor je se omenja, ne, in taylorizem noter, kot eno, mislim, že Zin lepo predstavi tudi te produkte, se mi zdi. Tako mimo grede, tako na en lep način. Ampak gre hitro lepo naprej. Ja, Dori, kot sem prej omenil, je ta ena od teh linij, ne, linija nadzora, ne, in recimo taylorizem in tako imenovano industrial management, ne, je v bistvu ena izmed teh, če tako rečem, sistemov, ne. Jaz se spominjam, prej sva z Levom se pogovarjala o knjigi Gizele Böck, ne, o, kako je že naslov? Drugo delavsko gibanje v ZDA, 85. Kjer opisuje recimo razmere v fabrikah, kako je recimo posegal taylorizem recimo v fabrike, ne samo z vidika delitve dela za izboljšanje proizvodnje, ne, to je bil en cilj, ampak delitve dela za nadzor nad delavstvom, ne samo v smislu morebitnega potencialnega upiranja, ampak tudi delitve delavcev, da bi se ne združevali da bi razbijali recimo delavsko solidarnost, ne. Recimo en tak primer je bil, da so v isti fabriki, na isti recimo, ne vem, kako bi rekel, montažni, ali morda ni bila montaža, ampak recimo proizvajalni liniji delali delavci z več kot 100 različnimi plačilnimi razredi, ki so se med sabo razlikovali za nekaj desetin, mislim, centov ali še manj, zaradi tega, ker je to pomenilo v bistvu ustvarjati neko razliko in preprečevati neko združevanje okrog nekih interesov. No in mislim, to je samo en primer tega, ne. Ampak po drugi strani Zin izpostavlja prav to, kar vsi pripadniki tako imenovane zgodovinopisnih zvrsti, ki se uvrščajo v to ljudsko zgodovino oziroma zgodovino od spodaj, izpostavljajo, in sicer to, da ti ljudje niso neki pasivni tvorci zgodovine, ampak so bodisi kot posamezniki, bodisi kot skupine, večje, manjše, kot je tudi prej Marko rekel, neki politični in družbeni akteri na prizorišču zgodovinskega dogajanja. No, mogoče, zdaj sem se nazaj navezal na vprašanje manjšin, ne, če se lahko navežem, kdo je manjšina. Ena izmed stvari, ki se Zin noter v tej knjigi ukvarja, predvsem s temi vprašanji odpora, je vprašanje razdrobljenosti v Ameriki, kar se mi zdi, da je še zmeraj zelo aktualno, kdaj lahko določene skupine. In je natančno detektiral, poskušal ugotoviti, kdaj so lahko recimo črnski pa
pa priseljenski delavci, pa staroselski, mislim, delavci skupaj stopili, pa kdaj ne. In ravno mislim, da je ravno v tem kontekstu bil terorizem tukaj omenjen, da je to ena izmed načinov, kako se neutralizira solidarnost, ki so višji sloji, seveda kapitalistični sloji, videli kot največjo nevarnost. Ja. Jaz bi tukaj, da se ne pozabi, še posebej še enkrat podčrtal eno tvojo od Mare, eno tvojo zelo pomembno poanto, kakšno mesto, na kakšen način se spoprijema z problemom nasilja Howard Zinn. Skratka, za zgodovinarje je to pač velikanski problem, kako se ga sploh lotevati, ne. In kot je Marko po mojem mnenju pravilno ocenil, Zinn se zavestno v bistvu ne odloči, da pač ne bo moraliziral. Skratka, ne bo stopil v tisto past, v katero zgodovinarke zelo pogosto padajo oziroma pademo. Vsakdo od nas vsaj kdaj, ne. Ko postanemo v bistvu sodniki ali pa kriminalisti, da ugotovimo zločin, situacijo, ne, potem se pa na podlagi tega presoja, recimo, potem se pa samo išče hudobce, pa še več njihovih svinjarij. Skratka, samo to, skratka, naštevanje, recimo, ne, skratka, samo tisti kriminalističen, recimo, pristop, ne. Zdaj, Zinnov pristop je pa tukaj v bistvu kompleksen, recimo, ne. In dejansko se odpove, da bi pač res na eni strani plemeniti, dobri, oni ljudje od spodaj, ne, ki vemo, da so sposobni delati hude zločine, ne, ko opisuje recimo upore obrtnikov, delavcev v 18. in 19. stoletju, ne malokrat se razpustijo demonstracije v boju proti, gre v razne pogrome, recimo proti črncem in podobne zadeve. Skratka, res dejansko Zinna ne zanima, kdo so tukaj dobri ljudje, slabi ljudje, ali pa to, da bi golo nasilje samo od sebe kvalificiralo nekoga, pač politično, ne. Bolj dejansko Zinn ima tukaj sofisticiran pač pristop, ne. Pač kakšne odnose med ljudmi vzpostavlja pač to nasilje, takšno ali drugačno, ne dobro nasilje, ne slabo nasilje. Pač nasilje na nek način je kot družbeno dejstvo, no, dokler imamo pač razredno družbo, ne, tukaj je Zinn bes rekel, ne, dokler ne živimo v nekih utopičnih skupnosti, sosedskem socializmu, kot on govori, ne, pač je nasilje pač neko dejstvo, ki tukaj obstaja, recimo, ne. In moralno spoprijemanje nas nekako poteguje stran od kompleksnih vprašanj. Ja, se mi pa zdi, da je pri nasilju tudi, da je pokazal, kakšno nasilje je imelo vlogo, mogoče je bilo res tudi to, da se vidi, kakšno vlogo ima še danes, kakšno tradicijo ima, nošnja orožja, ki je konec koncev vsi, ki smo kaj preučevali od političnih gibanj, vemo, da so ravno levičarska gibanja večkrat imela pravico do upora oboroženega ljudstva in mislim, konec koncev smo imeli do pred kratkim še ta koncept oboroženega ljudstva tukaj, v teh prostorih. Ljudsko obrambo. Ljudsko obrambo, SLO in splošni ljudski odpor. Tako da je to vprašanje, jaz sem se recimo osebno vprašal, to je pa zelo nezgodovinsko vprašanje zdaj, ali bi lahko na tak način napisali tudi v neke evropske države, recimo Habsburške monarhije, ali je bila količina tega nasilja v teh stavkah, v teh isto velika ali ne. Mislim, to je eno tako človeško vprašanje, ker beremo Zinna še zlasti 19. stoletje, je ta raven nasilja praktično vsakdanja, je nekaj, s čimer živijo. Ko se začne upor, njim je popolnoma jasno, da lahko izgubijo življenje. To ni, zdaj gremo sedeti pa se priklenti na drevo, ampak gre za življenje in smrt. Ja. Ker je tudi so živeli na robu življenja in smrti, običajno kakšni delavci ali pa farmeri, ki so izgubili vse, ali pa pogodbeni delavci, ali pa sužnji, ki so pač niso imeli izbire, ampak so imeli izbiro, bi lahko rekel v eksistencialističnem smislu, niso izbrali izbiro. Izbrali so izbiro, ja, to lahko rečem, to je bil upor. Tako da ja, nasilje tukaj je pa tako kot vsako, nasilje ima te lahko se bi z njimi ukvarjal kot partikularne lastnosti, lahko gledamo na nasilje, tako vsaka stvar ima partikularne lastnosti, kdo ga je opravil, zakaj ga je opravil, to je tak dosti zgodovinarski pristop, lahko tudi dosti kriminalistični, lahko je pa drug je pa bolj moralističen pristop do nasilja, pa
obče lastnosti nasilja vedno uniči nekaj. Ne. In zdaj, če vzamemo nasilje kot partikularni v zgodovinopisju, kot nekaj partikularnega, potem se te splošne lastnosti izgubijo, če pa vzamemo splošne, pa lahko pogledamo samo intenziteto, je pa nasilje zmeraj slabo. Zato je pa on izstopil iz tega moralnega in se mi zdi, in je poskušal enostavno opisati, konec koncev iz eno popolno, eno lepo, preprosto naracijo in niti ne s kakšno teorijo. Pač eno zgodbo. Ja, v ozadju so koncepti. Zdaj bi ti edino tole dodal pri Habsburški monarhiji, ne, ko si zastavil pač kot vprašanje. Ne. Nekaj dela tukaj imamo, recimo Jasna Fišer, ko je pisala o delavskem gibanju na Kranjskem pred socialdemokracijo, preden se oblikuje v socialdemokracijo kot stranko, in je to knjiga z naslovom Čas vesoljnega socialnega punta se nezadržno bliža. Ne. Pač tukaj primeri konfrontacij režimskih, recimo tudi proces proti krvavcem, kot so takrat rekli, pač anarhistom, ne, je popisano pa recimo v bistvu zgodovinski knjigi od tega starega Krmavnerja, zgodovina socialdemokracije, je popisana recimo zgodovina štrajkov v revirjih. In jaz vem, da so eni naši študenti delali seminarske naloge, so prebirali časopise Slovenski narod, Slovenca tistega časa, kako izgleda štrajk v recimo 90-ih letih. Ne. V mnogih potezah ne dosti drugače, kot opisuje Zin. Seveda pač ne obležijo toliko mrtvih in ranjenih, ampak vendarle se zgodi, ko delavci rudarji štrajkajo, pač uprava rudnika je lastnica tudi njihovih domovanj in zabriše familijo na cesto. Popolnoma samoumevno je, da žandarmarija, skratka represivni aparat države, stopi na stran pač premogovne družbe. Pač popolnoma samoumevno, recimo. Je najvelik advokat delavcev, zanimivo, ne, pa nastopi katoliška cerkev v bistvu tukaj, ne, ki veliko bolj obsoja, recimo, seveda, pa tudi za antisemitskim, to je intrigantno, ne, pač kapitalisti, židi in podobne zadeve, ne. Nekaj od tega je, ampak mislim, da velika dela tukaj nas marsikaj nas še čaka, bi rekel, no, za narediti. Jaz se pa lih ne bi strinjal s tem, da je Zin se fino odmaknil tega in rekel, jaz sem berem z roke. Točno na zelo sofistikiran način je pokazal, je pokazal to, kakšno nasilje je v tej zgodovini Amerike. Eno je nasilje vladajočega razreda, ki je non-stop proti staroselcem, proti delavskemu razredu. Na koncu je zanimivo, za marsikoga smo že pozabili, kakšno močno socialistično gibanje je bilo v Združenih državah Amerike in da so v bistvu dosti stvari, ki se danes vežejo na bolševistično Rusijo oziroma revolucijo, so dejansko prišle iz Združenih držav Amerike. Ne veze. Drugo nasilje, o katerem govori Zin, in to govori zelo, mislim, svojo jasno pozicijo, da je pa nasilje opresiranega malega človeka, ki mu ne ostane nič drugega, kot tisto nasilje. Lev, malo prej si omenil žandarje pa rudarske firme, ki so pač napadale rudarje. Pozabil si pa povedati na to, da so večinoma te žandarji niso niti bili državna služba ali karkoli, ampak so imeli svoje paravojske, se pravi te uporabljali so nasilje izključno proti, ne za obrambo. No, jaz govorim tukaj o kranjski, pa štajerski, recimo, no, ne ameriški, ker pač dejansko imamo kot zasebne vojske. No. Ja. Nikoli, če mislim, Zin je točno se izognil temu, nikjer ne piše, da je prišlo do nekega osvobodilnega gibanja od spodaj, da bi se, ne vem, tako kot so se pa nas partizani zorganizirali. Ne, vedno je upor iz obupa in ne smemo to dvoje mešati za moje pojme. Se pravi, ne kot nasilje, samo po sebi nasilje. Mislim, da je Zin točno povedal, nasilje vladajočega razreda proti nasilju, ki prihaja od spodaj, ki je reakcija. In je to bistvena razlika. To ja, mi smo rekli, da je zdaj se odmaknil, ne? Ampak hočemo povedati, da ni iz tega delov, pokazal je na svoj način, ampak ta nasilje je pa pokazal raznovrstnost nasilja, nista samo dva, pokazal recimo tudi nasilje opresiranih, ki grejo proti indijanskim ljudstvom oziroma proti staroselskim, da si naredijo prostor spodbojeni strani. Skratka, kompleksnost nasilja, verige nasilja, tudi to se noter dost vidi. Ne? Tako da na ta način,
tako, da ni moraliziral ali pa da ni razpravljal. Mislim, nasilje je poskušal razložiti enostavno z historično naracijo, je pa jasno, da je v ozadju predvsem poudarek na razredno nasilje in nasilje opresiranih in vprašanje, kaj je z nasiljem tistih, ki so zatrti, tukaj pa tudi recimo, to je to tradicija, ki je potem, na kateri delo Hobsbawm, jasno, s temi tolovaji, pojniki. Jaz bi imel tukaj še eno vprašanje za Samiro Kentrić, ki je deloma že odgovorila. Vprašanje je bilo že zastavljeno, ko sem ga imel pripravljenega. Ne? Kako se je odločila, kaj jo je inspiriralo, na kakšen način je narisala tako naslovnico, kot jo je, ampak vendarle bi te pa še vprašal, ne, da ko si šla brati samo knjigo, ne, a je mogoče reči, da je kakšen poseben del bil tak in zakaj, no, ki te še posebej pač inspiriral, recimo tukaj, no, ki bo še posebej ne inspiriral, to se tako sliši, ne vem, no, ki bil še posebej pomemben, da tako rečem, no, za tvoje delo na slikanju te naslovnice. No. Zdaj bo mogla biti zelo resnicoljubna in reči, da verjetno do tega momenta šele pride. Namreč, ko sem dobila tekst, ki naj bi navdihnil mojo naslovnico, glede na obsežnost teksta, kadar ima knjiga, evo, po pravici povem, več kot recimo 150 strani, se knjige lotam tako ponovadi, kadar ni dovolj časa, da preberem celo, skratka, da preberem uvod, preberem zaključek, preberem, kaj so za ena poglavja vmes, potem grem pa pravzaprav malo googlat, kaj je bilo v knjigi rečeno, pogledam kakšno, skratka, bližnico o tem, o čem knjiga govori in si z tega naredim širšo sliko. Predvsem pa vedno, ko razmišljam o naslovnici, upoštevam sam naslov knjige, ker to, kar bo gledalec, bralec prvo doživel, je ravno kombinacija slike in naslova. Tako da se skoncentriram na to, tako da zelo racionalno se lotevam, ko razmišljam o naslovnici. Se pa veselim, evo, podrobnega branja. To je to. Hvala. Je zdaj še kakšno vprašanje? Prosim. Zanima me, jaz ga doživljam kot zelo ameriškega avtorja, ne? In ga postavljam neko vrsto, neko Ameriko, ki mi je simpatična, ki je sestavljena iz filmov tam iz 70. in 80. let, ki so prikazovali nasilje nad Indijanci, Soldier Blue pa podobni. Ne? In tudi popularna kultura, se mi zdi od bluza naprej, tega iz Mississippijske delte, opisuje vse od suženjstva in emancipacije do groze, ki jo je povzročila selitev v Chicago, recimo. Ne? Hkrati je poleg Adamiča, se mi zdi, da je Zin sodil eno dolgo vrsto ameriških piscev, ki so delali ravno to, kar on potem na področju zgodovinopisja naredi. Norman Mailer, ko opisuje dobesedno ljudski upor ob demokratski konvenciji leta 1968, ne, ampak nazaj greš do Steinbecka in njegovih opisov dobesedno delavskih dinamike znotraj gospodarske krize, do Jacka Londona, ki je isto naredil z brezdomci, ki jih je kriza naredila. In tudi v stripu, ne, poleg klasike, ki nas je vse inspirirala, ne, Tex Willer in ostali, so tudi Joe Sacco in kaj je že, take Maus narisal nazaj do 60. let do Kramba, kjer je ta Amerika krivic, delovskih bojev, socializma, se mi zdi predstavljena v drugih žanrih. Ne. Zanima me, v katero zgodovinopisje Zin sodi. Ne, ker na začetku, sicer on pa Hobsbawm isto narediti eno simpatično gesto, ker reče, ne misli, da sem neprizadet, pač sem znanstvenik, se držim nepristranskosti, ampak moj pogled je definiran. Ne. In
Me zanima, če znotraj zgodovinopisja, v katero zgodovinopisje sodi, no, rekel, na koncu česa najdemo njega. Meni se zdi, no, da je kolega Aleksej Kalc prav to o tem že zelo veliko povedal, če bi mogoče še kaj za dodati, recimo, če si ti je še kaj prišlo na misel, recimo, ne. Mislim, da in tudi kolega Marko, no, je bilo predstavljeno, da Zin vsekakor ni bil osamljen avtor. No, ne, nikakor ne, je imel številne sopotnike, bodi si med zgodovinarji, bodi si med pisci, ki so bili angažirani, zdaj ti si jih omenil celo vrsto, ampak recimo meni zdaj prije na misel Upton Sinclair, na primer, ne, torej Džungla, ne vem, 1905, 1906, ne vem, takrat, ki je navdihnil recimo tudi Adamiča in Adamič je bil v tesnem pisnem stiku z njim in celo vrsto drugih recimo kritičnih piscev potem v 20. in 30. letih in če gledam na primer z vidika zgodovine priseljevanja, kjer nekaj recimo, ker največ poznam, no bom rekel, lahko rečem, da ob delih, ki so bili na stališču, ob piscih, ki so bili na stališču nasprotovanja in regularizacijo oziroma restrikcije množičnega priseljevanja že pred prvo svetovno vojno in potem seveda tudi po prvi, ampak še leta 21 in 24 je prišlo do teh močnih restrikcij. Paralelno je bila cela vrsta avtorjev, ki so zelo razumevajoče obravnavali, pisali, analizirali vsakdanje življenje, potrebe, torej prikazovali priseljence v neki čisto drugačni luči, no, ne kot neke ljudi, ki prihajajo zato, da bodo nekako kvarili, če tako rečem, ameriško družbo, ampak zato, da bodo, kot se je potem izrazil tudi Louis Adamič, ne spominjam več v katerem svojem spisu, ko je priseljence imenoval tisto gnojilo, ki je omogočilo Združenim državam Amerike tak ekonomski, politični vzpon iz neke lokalne države v svetovno velesilo. In kar je še zanimivo, recimo mi zdaj prije na misel, mislim, da je bil inauguracijski govor od Ronalda Reagana leta 1980, tudi Ronald Reagan se je poslužil te metafore, zato da je označil, ko je spregovoril o ameriški zgodovini, vlogo, ki so imeli priseljenci. Kar se pa tiče profesionalnih oziroma zgodovinarjev kot takih, bodi si znotraj akademskih krogov in še bolj izven akademskih krogov, jih je bila cela vrsta. Jaz bi tu spomnil samo na enega, ki je bil tudi njegov sopotnik, ne samo kot zgodovinar, ampak tudi kot politični aktivist, in to je bil Philip Foner. Philip Foner, ki je avtor monumentalne zgodovine ameriškega delavskega gibanja v 10 zvezkih, ki je izhajala iz leta 47 do njegove smrti je leta 94 in ki je bil med drugim tudi v svoji aktivistični, kako bi rekel, drži, tarča zelo hudih napadov. Recimo leta 42 je bil med tistimi 24 srednješolskimi učitelji, ki so jih odpustili zaradi suma, da vnašajo v ameriški izobraževalni sistem, šolski sistem, komunistično retoriko in komunistične ideje. Torej, sam Foner je navdihnil celo generacijo ameriških zgodovinarjev, ki so se ukvarjali z delavskim vprašanjem, z delavskim gibanjem, z priseljenci, z vsemi kategorijami družbenimi, o katerih piše tudi Zin. In še nekaj bi rad povedal, recimo, da je bila ta marksistična
torej koncept gledanja na zgodovino potem v 70. in 80. letih tudi na ameriških univerzah izredno razširjen. Jaz se spomnim dveh kolegov, ki so takrat študirali v začetku 80. let študirali v Minnesoti in ki so se vračali še večkrat v Združene države Amerike in nekaj, kar jim je še zdaj v spominu, sem prav pred dnevi govoril, ko smo se pogovarjali o tej knjigi, mi je spet spomnil, da mu je takrat ostalo v spominu, da je bil presenečen nad tem, koliko marksističnih posterjev je videl v kabinetih raznih zgodovinskih in univerzitetnih, mislim, raznih fakultet in se mu je zdelo to očitno nekaj izredno posebnega, izredno zanimivega. Tako da vsekakor več kot pri nas v tistem času. V tem sem popolnoma prepričan. Verjamem. No, jaz bi pa pozoril, nek smo glih že pri Fonerju bili, je pa mogoče bolj vpliv in kritika, je bil pa en drug zgodovinar Foner, Erik Foner, ki je napisal, tudi tukaj piše v začetni besedi, da je bil njegov kritik, ki ga je sicer pokritiziral ampak ga je tudi pozitivno sprejel, videl veliko vrednost, sicer se ni z vsem strinjal, ker je bolj iz liberalne pozicije šel. Vendar meni je bilo zanimivo, ker moja dojemanje je bilo tega, da sem prvo prebral knjigo od Erika Fonerja z imenom Give me Liberty, ki je klasičen učbenik Združenih držav Amerike, oziroma ko so meni rekli v New Yorku, celi Ameriki se vsi študenti na bachelor nivoju učijo iz te knjige ameriške zgodovine. Je zelo lepo schematizirana, čudovita knjiga, ki obravnava vse plasti zgodovine. In moram reči, da zdaj, ko sem bral to, sem videl, kako je Foner vključil Zina v svojo zgodbo, pač ima malo učbeniško obliko in je bil res podroben, da je poskušal tudi približati vsem tem slojem, ženskim sužnjem, Mehičanom in vsem in tudi nekaj, še najmanj se mi zdi priseljencem. Se pravi, ta njegov naslov tega je Give me Liberty, ker zlata nit, rdeča nit te knjige je seveda pojem svobode in na tem se je Foner lotil, ta Foner, kako je od začetka praktično angleške Amerike, da tako rečem, je pojem liberty, freedom imel v različnih določeno vlogo in je potem različne sloje preko pojmovne zgodovine, preko razumevanja pojma, tukaj imamo pač v ozadju klasično to konceptualno zgodovino najbrž poskušal prikazati te spremembe. Je pa jasno, da recimo on ne prizanaša, Zin, Foner pa prizanaša in beseda liberty, pa give me liberty se sliši lepše liberalnemu konsenzu in tudi celo kakšnim konzervativcem, po mojem. Še kakšno vprašanje za na koncu, prav zadnje? No, če ga ni, jaz bi se res najlepše zahvalil govorki in ilustratorki knjige Samiri Kentrić, lepo bi se zahvalil kolegu Marku Zajcu in tudi kolegu Alekseju Kalcu. Vse bi vas še enkrat povabil, da se 14. novembra udeležite še enega simpozijskega dogodka v Škucu, najprej ob 6, potem pa na predstavi ob 8. uri Kristusu ni uspelo, prišel je Marks na podlagi dramski Howarda Zina. Hvala vam za vašo pozornost, za vsa vprašanja. Kot rečeno, knjiga je na voljo tudi v Azilu, v knjigarni Azil. Hvala še enkrat za vašo pozornost in lep večer.